kako rečeš glupemu človeku, če je glup? Naprimer, če bi bil pri meni za nekdo. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli zdaj najboljšem podcastu v Sloveniji. Člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanič, Jure in Jure. Kakšno koga imamo gospodično na naši desni? No, danes je z nami Meta Hunjat, ki je psihologinja. Ukvarja se s čustvenimi problemi, z odvisnostmi. Pokriva kar tako zanimivo področje, tako bomo rekli. Zdaj mogoče Meta, lahko poveš malo več ti o temu? Lahko. S čim se ukvarjaš, mogoče bo tako boljše. Dobro. Ja, jaz delam v največji meri z čustveno-vedenskimi motnjami, z otroki in mladostniki. Upravljam tudi diagnostiko, zdaj v največji meri z testa inteligentnosti uporabljam in pa po novem s tem šolskim letom sem začela tudi poučevati psihologijo na gimnaziji. Tako da je kar nekaj novosti od septembra. V glavnem, prej gremo naprej, moram pohvaliti našo gostko. Prinesla darilo, knjigo. Gostko. Prinesla neki zapit, lep hvala vsi gosti, ki ne prinesete darila, niste več dobrodošli, ti si še dobrodošla tle. Super, hvala. Mi kašenkrat organiziramo člani žurke, ki povabimo kašne goste, ti si vabljena, ker si prinesla darilo. Drugi niste, če kdo bo prišel na člani, prinesete darila. Ok, ta teden sem imel malček zdrave probleme. Po začetku tedna sem imel probleme s trebuhom, zdaj me boli uho. Tako da Mene tudi trebuh neki hecal, nekaj je v zraku. nekaj je v zraku, ampak Nekaj je v trebuhu. jaz sem mislil, da sem se zastrupil ali z burgerjem ali z sladoledom. Ampak ne s člani burgerjem, to je najboljši burger, ful dober burger. On je jedel drugi burger. Jaz sem jedel drugi burger in sem dopuščal možnost, da je to. Ampak zdaj pol pa ne vem, lahko je pa samo nek virus ali pa neka bakterija. Čeprav večkrat je virus, se mi zdi, ne vem. V glavnem ja, tako da ja, zdaj me malo boli uho, levo uho. Ni pa hudega, no, bomo preživeli. Jaz tudi, evo, delavno, nič takega in 3 dni sem počival, ker tudi mene nekaj v trebuhu šraufalo, ampak smo preživeli, danes smo tukaj, gospodična, mi vsak podcast začnemo z našo člani škatlo vprašanj. Sem se škatlo vprašanj. Notri so zabavna vprašanja, tako ne moram več povedati spektra, ker ga ni. Spekter je bolj očiščen zdaj. Potegni. Ne kukat. Wow. Kako lahko ustvarimo bolj enakopravno družbo? O, ta pa je. Ta pa je prvič. Ta Ta pa je, prvič? okej. Ok, kaj pomeni, da je nekaj enakopravno prvo? To je treba dobro na definirati. začetku razčistiti, ja. Da smo vsi enakopravni. Kaj pomeni zate enakopravno? Da smo vsi enakopravni. Ok, torej ne imaš razlage, kaj je enakopravno. Da za vse veljajo mogoče enaka pravila, Okay. neke norme, da so vsem omogočene enake stvari. Kaj takega? Misliš, da so vsakemu omogočene enake stvari v Da ima smislu dostop. do enakih pogojev? Tako. Sam to verjetno ne bo nikoli mogoče. Ne, Dvomim, ker pač vedno ima nekdo več resursov. Ne? tako. Ja, mislim, jaz delam na temu, da en dan sem tako bogat, da pač za me ne veljajo pravila. Ker pomeni, da boš kršil pravila z denarjem. Ja, pač ko imaš denar, imaš vse. In to je zelo lep način življenja, če mene vprašaš. Pač jaz hočem imeti en full velik avto, tipo G-Wagon, dvignjen, da jaz lahko grem povsod, da za me pločniki ne obstajajo. Tako da to je moj cilj z vsem. Tako da naj bo družba enakopravna, jaz bom vseeno proval biti neenakopraven. Ampak želim pa drugim uspeh. Ne? Mislim, enakopravno pomeni to, da dobiš isto ti kazen kot oni. Pa dobro, to pač dobim kazen, ampak pač veš, če kako poznaš hočeš. policijo, ne, in če poznaš tam šefe, če malo... Ne, odvisno, zdaj je odvisno. Če je podkupnina dražja kot kazen, se ti ne splača. Če je kazen, ne vem, par evrov, daš onih par evrov za kazen, no, sej. Aha, ok, zdaj si malo šel na kazni, ampak enakopravnost, ne? Enakopravnost. Jure, kaj je za te enakopravnost? Za me je enakopravnost to, da... Da ni diskriminacije do nobenega. Po mojem, tle se gre za enakopravnost na začetku. Torej, da ja, kot si rekla, da ima vsak na začetku enake možnosti in pol se vsak lahko odloči, kaj bo naredil iz sebe. Ne pa, da je rezultat enak, ne, to je napačna mentaliteta. Ampak mislim, da vsak na začetku ima omogočeno, da se šola, vse to mislim, da v Sloveniji je kar, pač tudi tisti, ki so res, mislim, sem imel
Cimra, ki je bil, niso bili tako premožni in pač je res študiral, imel dom, končal faks, mislim, če je volja, se mi da se da v Sloveniji ful narediti, tako, če pogledaš. Torej, nek začeten štart, da Začeten imamo štart, vsi da iste imaš- opcije. Tako, evo, da lahko, ja, svoj potencial izkoristiš, tako se mi zdi. Gospodična, povej nam kaj več o tvojem poklicu, kaj ti delaš? Ja, torej svetujem, psihološko obravnavam otroke in mladostnike, ki imajo v največji meri motnjo pozornosti in hiperaktivnost ali pa kakšne težje oblike vedenjskih motenj. Depresivna simptomatika je vedno pogostejša, tudi socialna in spitna anksioznost, k temu zaradi tega dostikrat pridejo. Kakšna si rekla anksioznost? Izpitna, Izpitna socialna. anksioznost in Ja, socialna anksioznost. izpitna, Okay, ja. torej, da v bistvu se ne težko v družbo vključijo, ali kako? Socialna, ja, to je to. Zaradi tako. izpitov. Ne, to je drugo. Ni To je povezano. ločeno. Socialna, to, ja, da imajo v bistvu težave pri navezovanju oziroma res tisto tesnobo, ki jih omejuje v vsakdanjem življenju zaradi strahu, ja, omejitev, ki čutijo do družbe. To. Drugače pa, kaj v ponedeljek in torek sem bila na izobraževanju v Zagrebu, tako da lahko zdaj uporabljam teste inteligentnosti. To je kar fascinantno. Torej, koliko je nekdo glup? Oziroma pameten. Oziroma Tako, pameten? ja. Ja, se kaj ni to prav, nisi inspektor, da si idiot, da si, to dejansko so pač polikuju po razpredalčki, ne? Ja, to je potem tisto že nekje IQ 30, ko bi lahko rekli, da je idiotizem, ne? Ja. Ampak je tudi zastarel izraz. Tako da, Tudi to se ne uporablja več. jaz redko kje zasledim, da bi to bilo. Ja. Okay, Ja. Mislim, to ljudje rečejo slabševalno, ampak, Ja, ampak dejansko tako. ni mišljeno, bo verjetno nikoli slabševalno, Ne, je bilo pač nikoli. opis. Tako. Ja. To En eni termin. mislijo, da je ful slabo, ampak kako rečeš glupemu človeku, če je glup? Naprimer, če bi bil pri meni zdaj nekdo. Ja. To pa je dobro vprašanje. Ja, vidiš, pač Ne bi sploh naslovila tega. Ja, mogoče, ja. Ja. Bi se mogoče obrnila najprej na tista močna področja njegova, pa potem vidim pa, da imaš primanjkljaj mogoče na področju, ne vem, hitrosti procesiranja informacij ali pa spomina, kaj takega. Čeprav tega ne vem, če sem Zelo politično, da si pač glup. lepši izraz. Ja. Ne, Ja, to se okej, res ne okej. uporablja. Tudi, ker jaz sem v Zagrebu študirala najprej, tam smo uporabljali prav mentalna retardacija kot za intelektualno. Ja, saj to so pač Manj razvite. so izrazi. Ne? Samo, Ja. Jaz se ne spomnim vseh, ampak vem, da sem se spomnil tega idiota. Ja. Ma Je so na prav spektru, lestvice, ja, ne? so Ja, lestvice, ja. ampak je tudi ona mongoloidnost. Ne? Tako, ja. Ja, To je vse v tisti res najnižji Ja, ja. liniji. Kjer je najnižji? Ne bi vedela trenutnega izraza, res ne. Ja. Ampak moj je tam okoli idiota, ne, če reš dosti nižje. Ne vem, kaj je še. Nižje ne gre. Ja. Ok, Ja, to. dobro. Ja. Pa, ja, učim še zdaj na gimnaziji, tako da to mi je nek izziv, ki sem se ga zelo veselila. Koliko časa? Mislim, zdaj s tem šolskim S letom. tem si šolskim začela? letom 1 uro do zdaj sem imela, tako da sem okej. naredila vtis, upam, da dober, ne vem. In? Imam občutka. Tvoji občutki? Ja, dobro, super. Ja, res. Jaz bi rada psihologijo predstavljala mladostnikom kot neko področje oziroma znanost, ki je med nami. Mi smo v bistvu ne, psihologija, del psihologije, tako da ne bi jih rada morila z nekim učenjem na pamet in teorijami, ampak bolj vse v praktično smer obrnila. Kako Tako da, boš če mi to pristopila uspe. do tega učenja zdaj? Kako? Ja. Pa rekla bi, da imam kar srečo, da imam nekaj izkušenj že iz prakse in lahko zmeraj praktične primere njim predstavim. To jim največ pomeni. Okay. Tako ja, pa skozi ne vem, dialoge. Monolog moj mi je najmanj interesanten. Res tega ne vem, kako sta vidva imela psihologijo v srednji šoli, ampak Jaz sem ni imel zmeraj dobro profesorja, ki nam je predstavljena. nekaj nakladal, gledali smo filme in pa nam je dal en test, ki smo vedeli na njega odgovore. In nam psihologija je bila... Vsem je bila zanimiva, samo pač ja, nismo nič delali. Razumem. Mislim, mi zdi, da te nove učiteljice, ta nove generacije je ful bolj drugače gleda na to učenje. Ja, Ampak v Delam na pozitivnem tem. smislu Ja. se mi zdi, ker mi smo imeli šune stare učiteljice, se mi zdi star tip učiteljic, zdaj pa ste bolj take, dejansko hočete verjetno bolj predati znanje. Mislim, ni Res ono, je. da je vam interes, da se naučijo neki otroci. Ne? tako, ja. Ma kaj zdaj Ja. lahko ti kot učiteljica, profesorica učiteljica, kako se vas kliče? Učiteljica, Profesorica pa profesorica na že srednji, srednja, ja, profesorica. Okay. Kot profesorica, kaj lahko ti uvedeš novo preverjanje znanja v smislu novo ocenjevanje?
ali moraš tiči vedno na test, na spraševanje? Aha. Ali lahko ti kaj kot svoj predmet, ki imaš lahko kaj novega? Pa so v bistvu standardi, ne, da moraš ustna in pisna ocenjevanja predložiti dijakom, vsekakor pa lahko zraven kaj drugega še vključiš, kako seminarsko projektno delo, kak je eksperiment, to imam v mislih, da bi... Nenapovedano Nenapovedano, tako. Tako da, ja, k eksperimentu se usmerjam, da bi vsak skupina mogoče ustvarila neki socialni eksperiment. Ok, in kaj to zdaj pisno, ki mora biti? Kaj to je nujno test, ali lahko, ne vem, napišite mi seminarsko ali pa spis? Ne, kot pisno preverjanje oziroma ocenjevanje mora biti prav. Morajo biti doseženi učni cilji, ne, tako da. Okay. Nimam tak manevrskega prostora. Je pa od mene odvisno, kaki test bom sestavila, tako da. Kaj pa so učni cilji tako na srednji? Kaj probaš ti predati? Imaš učni načrt. Učni načrt, ja. Kaj psihologija je, metode preučevanja, osebnost, čustva, motivacija, učenje. Aha, to vse kao bi mogli mi znati. Ja, to so tiste res osnove. Okay. Tako se res samo dotaknemo v srednji šoli tega, tako da ni poglobljeno. Ok, mene pa zdaj bolj zanima tako, zdaj s tem, ker se ti ukvarjaš profesionalno, zdaj kaj boš postala učiteljica ali ne? Ne vem, če. To je zdaj tako začasno. Mislim, imam za stalno, ja, ampak nisem prepričana, da bom zmeraj tu. Aha, torej ti je neka služba začeti zanimiva. Mene bolj zanima zdaj, ok, ti dobiš nekega mladostnika, ki ima pač probleme, kako se lotiš te diagnoze, kako to izgleda? Ja, najprej, mislim, to hitro ugotoviš, ali je otrok oziroma mladostnik tu po svoji želji ali po želji starša oziroma učiteljev. Ne? Za stopnja notranja motivacije se mi zdi, da kar narekuje moj pristop. Tako da na začetku vsekakor skozi pogovor pridemo sploh do tega, zakaj je tukaj on meni o tem, kaj bi on rad dosegal. Ne? Potem pa ja, skozi svetovanja pridemo do postavljanja ciljev, to je zelo pomembno, da mladostnik sam ve v bistvu, kaj bo od tega odnesel. Pa aktivno ga je potrebno vključiti zraven. Potem pa začneš izločati v bistvu, ne, kaj bi tu lahko bilo narobe oziroma kakšne primanjkljaje ima, katera so močna področja in potem ti ostane ena, ki je načeloma. In kaj je ponavadi cilj s tem? Zmeraj je cilj opolnomočiti posameznika, da lahko kvalitetno živi v življenju, ne, in v družbi. Ker ponavadi tisti, ki pridejo, imajo primanjkljaje do te mere, da jih omejuje v vsakdanjem življenju, ne? Naprimer odvisnost ali pa socialna anksioznost, depresivna simptomatika. To vodi do omejevanja posameznika v družbi in zato se velikokrat potem odločijo poiskati pomoč, ker ne zmorejo več. Kako pa se lotiš, recimo, okay, če nekdo ni po svoji želji tam? Ker to se mi zdi, da jaz bi rekel, da če se zaveš, da imaš, vsaj tako pri sebi opazil, ko se zaveš, da imaš problem, že ful in da ga hočeš spremeniti, to ful več pomeni, kot tako, da se ga ne zaveš. Ja, ja. Koliko to pomaga? Še posebej, če si mlad, je to ful težje, če si star tako. Ja, vsekakor. Ja, v mladostniških letih se mi zdi, da že kar starši rečejo ali pa učitelji bomo namenoma nasprotovali, ne samo, da imamo tisti svoj jaz. Tako da cilj je na začetku priti do uvida, torej da posameznik se zave, da prevzame odgovornost za neko dejanje. Ni dovolj samo občutek krivde, ne, to dostikrat menjujemo, da nekče se počuti krivega ali pa prevzame odgovornost, sta dve različni stvari. In odgovornost je tista, ki potem lahko spodbudi posameznika, da začne aktivno sodelovati. Kako pa priti do uvida, zdaj včasih je to lahko na 2-3 srečanjih že doseženo, včasih pa traja dosti dlje, ne. To pa je zelo odvisno od njegovih tistih miselnih kapacitet, moralnega kompasa, vrednostnega sistema. Nekaterim zelo ustreza taki, kot so, ne? Zato je njihova motivacija nizka, ker imajo koristi od takega vedenja. To se mislim mogoče, ja, kakšne nasilne težnje. Z njimi mogoče mi je najtežje delati, z nasilneži. Ja, se verjetno niso nasilni sami po sebi, ne? Ali to so že nekje se naučili, verjetno. Ne? Ja. To ste že včasih na kakšni epizodi malo se dotaknili tega prevzemanja, ja, vedenjskih vzorcev od ali staršev ali širšega okolja. Ja, ponavadi nisem kriv, ne, absolutno. Koliko si sam, mislim, se lahko ti poveš to bolj, ampak koliko je v bistvu si ti, koliko pa je naučeno pri navadnemu, pri vsakdanjemu človeku? In koliko lahko ti spremeniš, recimo, kaj pri tem ti vidiš? Recimo neko vedenje,
ali pa tvoja osebnost, to si naučen, to si dobu in koliko imaš še manevrskega prostora, da lahko ti vplivaš na to. Aha, okay. Pa jaz mislim, da ni toliko smiselno raziskovati zdaj, koliko je to naučeno, koliko je pridobljeno. Mogoče samo do te mere, ki nam pomaga razčistiti zadevo pa spremeniti vedenski vzorec. Saj veliko krat naredimo tisto družinsko anamnezo, pa vidimo, ali je v družini bilo kaj takega, ja, ne, iz kje izhaja. Zato dosti krat v bistvu se starši tudi sodelujemo, ne, ker neka oblika vedenja je zares povezana z družinskimi vzorci, to pa se kaže, ne? Tudi raziskave kažejo na to, da je ogromno v bistvu naučenega, pridobljenega iz primarne družine. In to pomeni, da ni dovolj samo, da se posameznik, torej uporabnik ali pa pacient spreminja, ampak cela družinska dinamika se mora, ne? Ja, sem to pol pa verjetno starši dosti krat rečejo, lega, on je tak, ampak v bistvu je samo odraz njih, ne? Ja, to verjetno tudi za starše, ker... Seveda, to je projekcija, tisto ne projicirajo. Ja, to je zelo zahtevno. Ja. Veliko, mislim, jaz sicer nimam take izkušnje, ampak dosti krat se potem odločijo prekiniti svetovalni odnos ali pa psihološko pomoč, ker starši sami vidijo, da imajo oni dosti dela, ne? Aha, pa v bistvu oni prvo začnejo pri sebi, če, ja, ja. Tu pa potem nimaš več nadzora, ne? Če se umaknejo iz procesa. To pa je zanimivo, ne? To... Ja, žalostno, ja. Ja, to ni lih. Ok, prej si govorila, da ti se specializiraš za torej, čustvene probleme, depresijo in odvisnostmi. Tudi, ja. Lahko se dotaknemo ene od teh tem za začetek. Recimo, povej malo več o odvisnosti. Zakaj sploh nastane in kaj je odvisnost? No? Tako. Ja. Zdaj, odvisnost kot taka, ne, je neko vedenje, pri katerem ti pri uporabi nekih substanc nimaš več nadzora. Ne? In da če tudi si nekje v sebi želiš prenehati, enostavno ne moreš in veliko krat v bistvu na psihični in fizični ravni pride do odvisnosti, tako da imaš za reševanje dve smeri, ne? Za zdravljenje. Zdaj, zaradi česa pride do tega, ne vem, že trava, mogoče je tu najlažje izpostaviti to, ker je res taka dosegljiva in zelo dostopna droga, zelo popularna. Meni je to... Ne vem, pač grozljivo. Grozljivo mi je to, da mi trenutno za zdravljenje psiholoških in psihiatričnih težav koristimo droge 70 let prejšnjega stoletja in temu pravimo družbeni napredek. Meni je to grozljivo. Mislim, ne vem, kako mnenje imate vidva o tem. O travi? Ja. Ali pa nasploh tudi, ne vem, mikrodoziranje različnih drugih drog. Ne? Ok, zdaj jaz imam izkušnjo s travo, ki sem jo včasih kadil. In... Pri meni je bil zanimiv ta proces, kako sem nehal pol, ker sem dejansko je prišlo do te stopni, ko sem videl, da to ne pelje več nikamor. Tle spet sem samo videl, da je to neproduktivno in da na dolgi rok ne bo. To bi dal vsakemu na svet. Pač. To sem dal tudi mojim bratom, vse sem povedal in dejansko je vplivalo na njih. Pač dejansko ti ne opaziš, da to vpliva na te. Je to kot nek pač ti uničuje neke motivacijo, ti uničuje željo po nečemu, ampak ti se tega ne zavedaš. In kako sem se jaz tega lotil, tako da ja, sem rekel konec. Ampak kako si se zavedal, da moraš dati konec? Okay, najbolj obvious ali pa najbolj viden način je bil to, da si planiral dan okoli tega. Ko to opaziš, pomeni, da nekaj ni okej. Ja, ampak moraš opaziti, eni ne opazijo. Ja, res sem imel vedno kar dobro to samozavedanje. Samozavedanje, pač imam dobro samozavedanje, sem tudi dosti krat se vprašam, kaj delam in zakaj delam, si tudi pišem stvari, tako da se malo boljše še vidim, kaj delam. In ja, takrat sem videl to in sem rekel, zdaj pač konec, to ne pelje nikamor in je bilo zanimivo. Mislim, da je bilo ena izmed mojih večjih, zame, kot ko bi rekel, da sam sebi dokažeš, kakšno moč imaš nad sabo je to. To sem jaz takrat opazil in od takrat sem tudi dosti krat za druge stvari dobil moč, da vidiš, če si to prebrodil, ki ni neka tako grozna stvar. Ali pa tudi je v bistvu je taka zanimiva bitka bila. Mislim, ni bila bitka spet toliko, ampak je bilo si mogel reči, ne, stop, ne bom več nikoli. In od takrat pač itak nisem več nikoli. Ampak zanimivo je bilo to, da si dosti krat, rečem, se spomniš takrat, ko si šel čas, lahko karkoli še drugega pač prebrodiš.
Tako da mi je bila ful zanimiva mi je bila ta in mi je spremenila življenje na pozitivno. Ja. Super. In v enem trenutku si se odločil, to je to, ne več? Ni in bilo en nisi. trenutek, pri meni nikoli en trenutek je, jaz opazim in pol to malo meljem in pol, ko vidim, da dejansko ne pelje nikamor, pač, jaz nikoli ne naredim stvari. Ne znam, to kot sem ti že prej omenil, ko prej smo počeli snemati, da ful ne vidim možnosti, da ti kar nekaj nehaš. Pač moraš dejansko ful, se mi zdi, mlet, da dejansko nehaš nekaj. Pa vidiš, meni pa jaz tako ful ne strinjam. Pač jaz ful podpiram to, vsem povem, valjda uporabi profesionalno pomoč, ampak tako, najprej moraš pri sebi imeti pogovor sam s sabo in razčistiti. In kot je Jure to pri sebi videl, fakt, to ne pelje nikamor. Jaz imel tudi eno tako izkušnjo. Enkrat bom povedal točno, kaj je bilo, ampak tako, duševna motnja je ena stvar, ki pač je neozdravljiva. Pol leta kasneje sem šel googlati in researchati in sem vedel, kaj je to pač se ne ozdravi. Ampak jaz pri sebi pa sem vedel, da to je toliko nenormalno, da in pač s tem se fulet boril, ampak sem pač bil jebel, tak sem, ampak pol se mi je toliko strgalo, da sem rekel, ne, jebeš vse, to ni normalno. Pač eni bi to rekli, ja, se eni pač to imajo, to pride, ampak sorry, jaz sem bil toliko harš za sebe, sem rekel, pač sorry, to ni normalno. To lahko ima, ne vem, 5% ljudi na svetu, veš reči, ja, imajo to ni normalno. In toliko sem sam sebe prisilil, res sem rekel, en dan sem rekel, dovolj mi je šlo čez vse meje, sem rekel, stop, od danes naprej od tega trenutka več ti to nimaš. In sem si jo pozdravil. In nismo nikoli več. Kaj je depresija? Ne, ni bila depresija, to enkrat, pol bomo imeli, ampak ena taka stvar, ki pač se jo ne ozdravi. Jaz s tabo. Ampak ti si ozdravil. Totalno. Še vedno mi malo mingla po možganih, ampak to. Je ni več. In to sem dosegel sam zato, ki sem imel pogovor sam s sabo in kot Jure, no, pač tako moč v sebi, da lahko reč, ok, stop. In od unega trenutka več to. Okay. In tako da jaz sem predlagam pač valjda profesionalna pomoč plus pač pri sebi vse premelji in sebi vprašaj, kaj je problem, zakaj je problem in pol boš videl lažje, no. Zdaj pa nam ti malo povej, kaj je tle zadaj. Zdaj malo ugibam, kaj bi lahko bilo to, ampak bomo pustili. Te že dela analizo. To je notri v njej. Ampak ne, drugače pa, ja, za travo se mi pa zdi, da je trava kot taka je zelo dostopna in zato jo posamezniki velikokrat uporabijo za soočanje z stisko, ne? Čeprav pravzaprav se ne soočajo z njo. Jo prelagaš. Tako prelagaš in samo situacijo, težko situacijo delaš bolj tolerantno in zato se lahko dlje z njo živiš. Pravzaprav pa z njo ne delaš nič prav, ne? In na koncu, ko prideš do uvida, imaš dve stvari za rešiti, tisto, ki te je pripeljala v odvisnost in še samo odvisnost, ki pa potrebuje ogromno notranje motivacije in kapacitet, da zmoreš to prebroditi. Tako da, ne vem, spodbudila bi, da poiščejo kakšne druge metode soočanja s stisko, ki so bolj konstruktivne kot odvisnost. Ja, čeprav jaz nisem za nič zamenjal, se mi zdi takrat tega. Je bilo bolj, to ne vodi nikam. Se mi zdi, dosti krat v odvisnosti menjaš odvisnost za odvisnost, ne? Samo zertno bolj zdravo, ne? Ali ni tako? Veš, tisti, ki... Upam, da ne, ja. Imaš taki občutek? Pa ne vem, dosti krat sem slišal, da ne vem, kakšni alkoholiki pol začnejo teč. Aha. In je to zdaj njihova nova odvisnost, ne? Dobro, okej. To se mi zdi kar v redu sicer. Ja, pravim, da zamenjaš odvisnost za bolj zdravo odvisnost, ne? To sem mislil. Dobro. Ampak, torej so eni ljudje bolj nagnjeni verjetno tudi odvisnosti, ne? Ja, vsekakor. Ja, absolutno. Kaj je pa tudi mogoče, jaz in Jure smo taki pač ljudje, ki hočemo nekaj narediti, nekaj ustvariti sebe in zato, če imamo kakšen tak problem, smo ok, fuck it, ne moramo doseči, kar hočemo, če imamo to. Kaj pa oni, ki nimajo neke motivacije, ne vidijo, da bi kaj naredili, oni valjda ful lažje tam ostanejo, ne? Seveda. Kako njim pomagati? Kako pomagati? To je danes veliki problem pri mladostnikih, da pravzaprav ne vejo, kaj si sploh želijo. Nimajo neke aktivnosti, ne, ki bi jih gnala naprej. Tako da zelo težko. Mislim, dati na izbiro čim več stvari in pri tehnologiji, naprimer, meni se zdi, da je trenutno največji dosežek posameznika, da zmore se osredotočati na neko aktivnost, ki ni tehnologija, ker je to danes zelo težko. Torej pozornost, naprimer brati knjigo je danes dosti težje, kot je bilo včasih. Ja, se strinjam. Ja, ne? Misliš, da res? Ja. Mislim, to ful pravijo, pa to zdaj tako malo lih rečem, ful pravijo to odvisnost, jaz to ful ne vidim. Je že toliko v tebi. Ma ne pri meni,
Tako od zunaj, pač jaz imam za blok, jaz živim v bloku, sem na selju, imamo igrišče in to, te klinci, mladi, to je ko je vročina, to so 24/7, nabijajo uno žogo od zunaj. Moji sosedi, ko ne sem jaz smeti, non-stop so od zunaj, se družijo med sabo, pa mladi, pa ful tega ne vidim. Ok, super, če ne. Ti pravim, ampak v mojem okolju to ful ne vidim. Ona vidi. Pač to, ki res to vsi pravijo, koliko je to odvisnost. Verjamem, da je res, ampak tako, kaj je res toliko grozno. Če je toliko ogroženo? Ne, če je toliko grozna ta odvisnost in to, če toliko mladi so res zasvojeni s telefoni, s tehnologijo. Se tebi ti ne vidiš tega tako, ampak to je že tako part of our life. Tisti, ki so odvisni, ne bodo zunaj igrali, ne? Tisti. Ok, dobro. Pardon. Ja, ok. Tisti bodo, to je. Ja, ne, evo, sem imel v družini, imam bratranca, on je bil odvedno geeker za računalniki in to, ko je šel na srednjo tehniško, prosim samo, da nisi notri doma 24/7. Zdaj mu je nekaj klopnilo, rekel, ne da se mi več, šopa fitness in čez celo leto plava, sredi zime gre plavat. In zdaj je zrastel 2 metra, se nabil in zdaj pač mu igre tako, kar neki. No, okay, in sem ful vesel za njega, ampak sem imel v družini enega takega, ki sem bil val, da ne boš postal zasvojen. Ja. Meni je ful skrbelo. Verjamem, ja. Saj je grozno, ko vidiš, da zapadajo v to. Ker je, saj ti, ne vem, TikTok in jaz še sicer same TikTok aplikacije nisem videla, tako da ne vem, kako to zgleda, ampak ful dobra vem, stvar. Samo se ti vrti, ne, in toliko dražljajo naenkrat, da vse, kar je okoli v realnem svetu, ni več zanimivo posameznikom. In to pri otrocih, na primer, vidiš, da en PowerPoint njim več ni dovolj. Oni bi kar nekaj in svetlobne učinke in zvočne učinke in ful nekih pisal in samo, da se nekaj dogaja, ne. In je težko. Po eni strani je to dobro. Zakaj ne bi naredil čim bolj kulsko predstavitev? To sem še jaz v osnovni šoli delal. Slikce, boom, sound effect, nekaj, da je bilo jako. Ja, vsekakor je dobro, dokler s tem ne krepiš odvisnosti. Dobro, vidva ste zdaj malo zbežala, ne? Ja, pardon. Ja. Ampak, dej, nazaj na odvisnost. Mogoče ti povej za ljudi, ki recimo nočejo iti k psihologu ali psihoterapeutu, kako ne se spopadajo z neko odvisnostjo, ki jo imajo. V smislu spopadajo, da bi lahko sami, recimo, brez da poiščejo pomoč. Ja. Kako se zavedati sploh? Mislim, ne pove korake. No. Ja. Če imaš nek način. Ja. Pa jaz mislim, da je čisto tako samostojno zelo težko priti iz tega, če nisi dovolj samokritičen in če te res ni pripeljala odvisnost do neke točke, ko več nisi zmogel. Ne? Če nekje plavaš tam, pa še pa greš v službo, pa imaš družbo, pa ne vem, neke prostočasne aktivnosti, se mi zdi, da se posameznik ne zaveda, da ga odvisnost pravzaprav ovira, ker ga ne, ampak škoduje pa mu kljub temu na možgane. Ne? Čakaj, kako postati prvo samokritičen? Je to prirojeno ali ti lahko postaneš samokritičen do sebe? Mislim, se mi zdi, da samokritičnost danes se je kar izogibajo ljudje. Tako da mogoče pove, kako lahko človek prvo naredi refleksijo sebe. Kako bi to naredil? Mislim, ni to prvi korak pol. Ja, samokritičnost je nekaj, kar se privzgoji, bi rekla, kar se skozi vzgojo lahko osvoji, hkrati pa se tudi zdaj, na primer, še razvija samokritičnost v naši dobi. Ne? Kaj to pomeni? Prvo, vsekakor, da si vzameš malo časa za sebe in da reflektiraš dan že na dnevni ravni zvečer. Ne? Najboljše je mogoče res zapisovanje, svinčnik, papir. Tako je dosti boljše kot preko telefona. In da si postaviš neka vprašanja, ki jih na dnevni ravni sam sebi zastaviš. Katera vprašanja se dobro vprašati, ko delaš refleksijo sebe? Vsekakor ne, kaj je šlo narobe, ampak mogoče v smislu, kaj bi lahko naredil boljše. Tako da je vse bolj v pozitivno smer usmerjeno. Torej, kaj sem danes osvojil, kaj mi je najbolj ostalo v spominu, mogoče kaj sem se naučil, kateri je bil prevladujoči občutek, kaj bi si želel jutri mogoče ali pa drugače narediti. Ti daj moje 4, ki jih imam. Moje prva je odnosi, ker pač pogledam odnose z ljudmi in pogledam malo ta del, provam reflektirati. Pol imam planiranje dneva, imam drugo, če sem si v redu splaniral dan. Tretje imam, kaj bi lahko šlo boljše. In četrta, kaj je šlo dobro. Tam pač prav malo tudi se dati roko sam sebi. Super. To je šlo dobro. Te so moje 4. Zdaj ne vem, je bila še kakšna boljša mogoče? Ne, jaz mislim, da si to 4 kategorije dobro vpeljal v vsakodnevno življenje, sigurno. To dejansko ful pomaga. Zdaj sem začel meditirati
In zjutraj v tem kaotičnem življenju sem tako vedno nekje povsod 100 projektov, zjutraj pol ure se umiriš in leh v tej meditaciji, ki imam eno, so vsa ta vprašanja notri in pol ful lepše začneš dan. Tako ful bolj pozitiven, ful bolj vesel, ful bolj tako, ok, spremni. In so ta vprašanja, ja, kaj lahko narediš boljše, ko lahko to. In dejansko, tolikrat, ko to čuješ, si pač postane del tebe in delaš samo na temu. In samo delaš pozitivno stvar, tako da predlagam vsem. Ja, je meditacija ena od strategij za večanje ozaveščenosti o sebi. Ja. Drugače pa samokritičnost se mi zdi, da nezdrava samokritičnost pride iz nezdravih odnosov v preteklosti. Ne? Naprimer, že kakšen partnerski odnos, ko partner v bistvu te kritizira, nikoli nisi dovolj dober, smera bi lahko kaj še boljše, še se bolj potrudil. To, kar izkrivi, ne? Oziroma uniči tvojo samokritičnost. In potem v prihodnjih odnosih, pa že v vsakdanjem življenju, če tudi samega nekega pristnega partnerskega odnosa ni, dosti bolj grdo gledaš na sebe in si neprijazen na sebe. Tako da je to potem zelo dobro in smiselno spreminjati. Ker kritika drugih, bi jaz rekla, da se te dotakne v tolikšni meri, koliko si ti samokritičen. Kolikor je tudi res, verjetno. Ne? Mislim, ampak to je povezano s samokritičnostjo. Ja, ne? Ker se mi zdi, koliko ti sam presodiš, da je nekaj res. Tudi ko kritiziraš druge, verjetno dosti kritiziraš sebe. Ne? Te lahko vprašam, tako, jaz imam fraj dan. In po celem delovnem tednu se mi ne da iti nikamor, družiti z nobenim, nič. Jaz sem lahko cel dan na telefonu in čutim, kako pač rabim uno dozo dopamina, ampak odvisen. Ja, ampak drugi dan jaz grem komot ven in sem cel dan na plaži, ležim in berem knjigo. Zato, ker si dobil svoj fiks. Ja ne, res pač tako, jaz lahko boje. Kaj to je že odvisnost ali to ni odvisnost? Se tudi v neki, kad je trava, lahko gre v službo naslednji dan. Pač tako, ravnam jaz lahko v obeh smerah. On lahko ravna v obeh smerah. Jo, pa jo, res! Če mi reči en teden brez fona, komot, easy, ni panike. Če reči en teden samo na cel mesec, član. Ne rabim. Ja, dobro, ne moram biti, ki mi je biznis. Ampak ne rabim. Vidiš? Zdaj že izgovori. Ampak lahko boje. Kaj če zamenjaš tvoj pametni telefon z nekim basic telefonom? Če ima Instagram, da ga lahko objavljam. Ok, boš ti objavljal naš profil? Ajde, da vidim, če si en mesec brez telefona lahko. Ok, komot. 16. oktober. To ful ni problem. Zakaj to ni šans? Da si brez telefona en mesec. Kaj jaz sem, dobro, to zdaj res da sem fucking odvisnik, mona. Pa si smo vsi na telefonu. Ti pravim, pač lahko preživim in zato sem te hotel vprašati, lahko jaz preživim cel dan na telefonu in cel teden preživim brez telefona. In kaj to je odvisnost ali ni odvisnost? Ni odvisnost. Ni. Ne. Res. Kaj hoče, da ti reče, da ni? Misliš, da bom rekla, da je? Reči ni. Ne. Dokler ti, se mi zdi, lahko potem uživaš, pa vidiš še neki smisel v drugih aktivnostih, ja, valjda. Ne vidim težave. Pa tudi to je pomembno, da se ne siliš v aktivnosti, ki ti niso všeč, naprimer, da bi ti zdaj na silu šel v družbo, če želiš večer za sebe. Mislim, da je dobro, da sam sebe poslušaš. Ja, rabim uno socialno baterijo si napolniti. Ja, vsak ima različne kapacitete. Socialno baterijo si prazniš zunaj, ali ne? Ja, neč, ko sem doma, veš, cel dan doma si moram napolniti. Ok, zdaj še vedno smo pri prvem koraku. Gremo na naslednji korak. Prvo si reflektiral. Kaj pol narediš? Ok, reflektiral torej v smislu, da preveriš, kje si, postaviš cilje. Ne? In tu... Kako postaviš cilje? Tako, to pa je zdaj ena taka... Smart strategijo cilja verjetno poznata, po teh 5-stopenjskih, da morajo biti specifični, merljivi, potem po teh kraticah. No, povej še enkrat za neki, ne vemo. Ja, da so specifični, torej da ni cilj, nehal bom kaditi, ampak nehal bom kaditi v, 6 mesecih, to je tisti cilj, zdaj pa ga porazdeliš v manjše stopničke. Ne? Ta teden bom kadil, 5 cigaret na dan, celi teden, naslednji teden 4, 2 dni od tega lahko 5. Zelo malo moraš si ti to po korakih. Tako, malo bolj realni morajo biti. Ne? Zato, ker ljudje največkrat obupajo pri doseganju ciljev, ker so si postavili slabe cilje. Ne zato, ker bi izbrali slabo strategijo. Strategija je dobra, samo še niso na tisti stopni, da bi delovala. Ja, se isto, ko verjetno, ko je nekdo ful
prekomerne teže, pa hočeš shujšati, pa ne moreš ti shujšati v enem tednu za 20 kg. Mislim, lahko shujšaš, samo je nezdravo hujšanje. Ja, tako. Tako da je In se to potem zelo podobno. veliko krat povrne v začetno stanje zaradi tega, ne? Ker je odvisnost je na fizični ravni od alkohola, naprimer, telo je v šoku v bistvu, ko nima več alkohola, ne? In ne moreš ti iz 10 na nič iti v enem dnevu. Tako tudi pri psihiatričnih zdravilih. Vedno se gre postopoma in potem se tudi ukinja postopoma, ne? Da se telo navadi, da se možgani resetirajo. Ok, druga stopnja je postavljanje ciljev. Tako, Okay. tako. In pol moraš si biti zvestem ciljem. Tako. In jaz bi rekla, da je lažje, da imaš nekoga ob sebi, ne rabi biti to strokovnjak, psiholog, ampak prijatelj mogoče ali pa nekdo, ki te spremlja, ki te spodbuja, pa ki ima neko funkcijo motivatorja, no, čisto tak. Kaj, če nimaš nobenega? Potem si prepuščen sam sebi in je vse odvisno od tebe. Ne, ko si lahko pomaga sam sebi nekdo? Ko se lahko Kaj bi malo vidva zmotivira? rekla? Kako se Ja, lahko? jaz bi rekel, več, ne vem, jaz sem sam sebi bil. Se mi zdi, če nisi sebi zvest, komu boš bil? Ja. To je moja ena stvar, ki sem se jo navadil sam. Če sebi svojo obljubo prelomiš sam sebi, je hujše kot da nekomu drugemu. Če sam sebi lažeš, da boš nekaj naredil, ne narediš. To sem jaz ugotovil in ko si jaz rečem, da nekaj bom naredil. Pač sej sebi si dolžen to. Isto sem naredil, meni je bila ta ful dobra, ko jaz sem imel izkušnjo, sem bil ful bolan pred par leti in sem rekel, da če ozdravim, grem konec leta na Bali za 3 mesece. In dejansko sem naredil to. Mislim, če bi si to obljubil sam sebi, ne bi je izvedel, bi po moje zgubil so vero vase. Pač tako, ne vem. Super. Tako, Wow. se mi zdi, da je ta ful dobra, da pač res, Ja, če sebi prejmeš obljubo, je hujše, kot da če kolega. sigurno. No, tako, Ja. to je moja, Ja, se strinjam. mojih 5 centov. Ja, dobro, ok. Kaj pa ti misliš? Ja, tudi. Ampak bi rekla, da možgani odvisnikov delujejo drugače kot možgani zdravih ljudi, ne? Aha, In res so biološke spremembe, tako da je utopično pričakovati, da bi oni si zmogli takrat sami sebi postaviti nekaj, pa reči, zaradi sebe to delam. Dosti krat pravzaprav neke ekstrinzični elementi boljše delujejo. Ne? Naprimer, Kakšni? okay, Ekstrinzični? zunanje. Aha, okej. V smislu zunanji motivatorji. Zunanji motivatorji. Ja. Dosti krat je naprimer odnos zapustil te bom, če se ne ozdraviš. Ne? To jih dejansko v začetku dosti krat spodbudi, da se Aha. začnejo zdraviti. Ne? Ampak Ampak pol se zdravi Ja. za unega in ne zase. tako, ampak v procesu dosti krat pride do spremembe, Pol da pa gre začneš nase. čutiti pozitivne učinke tega. Ne? Kaj pa je ta Strašno. stvar, kaj je ta, ki te loči od tega, da lahko to rečeš, da sam prevzameš odgovornost za to? Kdaj se to zgodi? Zdaj nisem razumela. Okay, recimo, jaz bom rekel, bom to naredil, se ozdravil. Kdaj se zgodi to, da rečeš, bom naredil to zase, ne pa za druge? Za drugega. Kdaj se zgodi ta preklop? Ali če se sploh zgodi? Ali nekateri se to sploh ne zgodi? Sploh se ne zgodi. Ja, ni to nekaj, A dejansko eni pusti- se zaradi drugih samo izboljšajo. Jaz bi rekla, da vsekakor obstajajo posamezniki, ja, ki se ozdravijo zaradi drugih. Ampak vprašanje je, koliko je zdravljenje učinkovito oziroma koliko je potem tista zdrava faza dolgotrajna. Hitreje zapadejo nazaj, ne? Zato ker mogoče posameznika, ki ga motiviral več ni, se naveliča, iz kakršnih koli drugih razlogov več ni tistega, ki bi ga spodbujal in so sami pa nimajo tega kompasa, kam iti naprej. Kako ta kompas zna? Ja. Kaj to je pač prirojeno ali to? Aha, ja, prirojeno oziroma privzgojeno še malo bolj. Ne. Zmeraj imamo v psihologiji en del je dednost, drugo je okolje. To je kar tako težko razmejiti, odvisno od lastnosti. Nekatere so bolj privzgojene, druge so bolj prirojene. Ampak vsekakor neka zdrava, sočutna vzgoja s pravo mero mej, ne, in pa svobode te lahko vodi. Torej, kaj dejansko vzgoja pol toliko pomeni pri razvoju človeka. Mislim, je res Sigurno. tako zelo Ja. pomembno, da ker te jaz bi rekla, kompas da in te je. stvari res niso neka stvar, ki je prirojena. Pač. Težko bi bilo, ne? Se mi zdi nekaj miselnega že prirojeno. Naš miselni razvoj ni prirojen, oziroma naša miselnost ni prirojena, ampak se razvija, ne? Skozi interakcijo z okoljem. Jaz ful cenim pri mojih, že od malega, karkoli sem delal, so mi podpirali in od vedno mi je moj stari tup v glavo. Razvojen.
Nire, samo tako. Veš, so me podpirali, veš ono. Edinček. Bi šel to, Ja. ok, cool, te bom podpirali, pač ti sam najdi, kar ti je všeč. Edinček. Sploh ne, what the fuck. Ja, sploh si ne. edinček. Ja, edin sem, sploh ni, da sem razvajen, mene je razvajala nona. Moji doma pizda sem trpel jebem. Ampak edinček pa si, to se pa Ja, to pa pozna. ja. Nekaj sem reči, zdaj sem pozabil, kaj sem Si rekel. dobil vso pozornost. Vedno. Ne, to, meni je tata od vedno malega ubil glavo, da pač tako, kar češ, pač lahko narediš. In zaradi tega jaz ful tako ne vidim meja v bilo, kaj se lotim. Pač tako, če si rečem, bom naredil, bom fucking naredil. In to sem razmišljal enkrat je dano od vzgoje. Ki od tako malega mi je vedno nabijal, pač tako, če češ lahko. Ja, In te bomo ja. podpirali. In da sem da imam nekoga za sabo in da res lahko kar čem naredim, pač zato, ja no, mi uspeva. Ja, tebi res uspeva, ne? Mislim, tak. Ne bom niti tam pogledal, ki vem, da se smeje. Ja, tako se mi zdi, da si osvojil kar nekaj stvari. Ti pravi, mi pomaga Že. največ ta mentaliteta, da pač tako, vse se da. Ja. Folk mi pravi, ne da se, ne da se. Prav tako, imel sem mene dve kolegice, smo bili en dan na drinku in razlagam malo o mojih ciljih, kaj ciljam, in one tako, vse ti privoščimo, pač si naš kolega in vse, ampak stari Slovenije si tako mali, pač ne da se, tako ti želimo najboljše, upam, da uspem, ampak tako, bod moralni, ne bo. In sem rekel, ne, pač bo. In tako, pač pištolo na glavo, res mislim tako, vse mogoče, iz vsega se da vse narediti. In to mi je pomagalo. Delulu iz desolulu. Čin, ja. Drugače, jaz imam pa eno tle drugo, to pa je moja teza o temu. Okay? Jaz pa ne delujem čisto tako kot on, ker jaz pa svojo samozavest ful postopoma gradim. Pač jaz moram imeti ful nekih majhnih zmag, da vem, da lahko naredim to. Okay. Ne morem pa v štartu vedeti, aha, da bom, mislim, imam cilj, ampak nisem pa 100% bom to prišel, ampak sam sebi dokazujem sproti, da lahko prijem do tam. To je moj, tako jaz delujem. Jaz grem iz spodaj gor, ne grem jih toliko iz zgoraj, iz gor. Ja, to je tisto sprotni cilji, ne? Ja, ta meni... Ja, bolj realni. Ker dejansko veš, ful je lažje si predstavljati pol neki, če imaš te manjše zmage, jo ful lažje vidiš bolj, tudi ti se počutiš, da si to zmožen narediti, ne? Tako, to sem jaz opazil pri, vem, ko sem si neke finančne cilje postavil, da ti lahko v štartu cilje sem 10 milijonov, če ne znaš narediti 10.000 evrov, je to pač ful zelo nerealen cilj. Tako da, ne, kot ti rečeš, če smo zmagal Oskarja, ti si zmagal zdaj v Kanu, recimo, ne? Ja, ampak Oskar bo prišel 2029, v svojem času. To tle sem realen malo, ne? Ampak bo prišel en dan. Ja. Veš, jaz pa sem samo tako trmasti neučakan. Ne vem, lik to finančno. Sej res narediš 5, narediš 10 na mesec, jaz začneš delati, ok, kako lahko naredim 20? Ki ko bom začel 20, bom lahko prišel do 50. Pač te mali stepi jaz ne morem. Ti mali stepi, iz nič na 20 na 50, te mali stepi, veš. Ja, pravi, to pa je ono, veš, ko si delulu, ki nisi probal še tega. Nema, dobro, tle pravim za denar, ampak za moje stvari pač te mali stepi tako nočem jih nočem imeti. In bom našel vse pač krajšnice, da pridem čim prej do tam. Okay. In bilo Kaj je recimo v mori in take stvari, kaj bi kakšnega ubil? povsod. Krajšnice. Ne vem, če obstajajo krajšnice, veš? Jaz v življenju iščem krajšnice in sem jih najdel dosti. Samo ne vem, če na koncu dneva ne če obstaja krajšnica za karkoli, res. Tako, Plačaš na nek drugi način plačaš za to. krajšnice obstajajo, ampak moraš iti po njih. Moraš jih iskati. Jaz ne vem, če obstaja krajšnica, majke mi, ne vem, če obstaja krajšnica, za nič ne obstaja krajšnica. Okay. Daj mi primer. Ok, evo, le primer. Jaz delam na Pop TV-ju, pišemo eno serijo. Kako postati pisec na Pop TV-ju? Greš šolan, pol imamo mi v Sloveniji eno scenarnico, tam razviješ scenarije, pokažeš, da si dober scenarij, pošiljaš scenarije, pišeš scenarije. Ni bil to nikoli moj cilj, ampak sem slučajno prišel v to pozicijo, da pišem serijo na Pop TV-ju. Ok, jaz sem videl, aha, ta ženska je ena od šefic na Pop TV-ju, cool, ona me ima rada, ki me povablja na drink. Ona je meni enkrat slučajno rekla, ko vsi rečejo, če si v Ljubljani gremo mi dva kaj na drink. Jaz sem videl, ok, z njo jaz moram biti kolega, z njo moram biti jaz ful v redu. Rečem jaz, ta teden sem v Ljubljani, kdaj imaš čas? V sredo. Čakaj, kaj če ona zdaj to sliši, recimo? Sej, ni nič takega. Ja, veš, da je tako je. Ne, ni nič takega. Ja, pač, ki smo cool. To je malo manipulacija. Ma ni manipulacija, ne, to je tako, vidiš krajšnico in jo vzameš. In jaz sem tako njo poklical, sem fraj v Ljubljani, gremo na kafe, jaz sem šel v Ljubljano samo zato, da se dobim z njo na kafetu.
In še vedno, pač še vedno to, da se dobimo in to je bilo pristno. Tle ni bilo nič, hočem te izkoristiti, to je bilo vse pristno. Ampak, iz tega, ki sem jaz povabil njo, ne res. Jaz sem full people person, meni je lepo hangati vsemi. Ampak, jaz sem vedel, če bom cool s tabo, bom cool z unim, pač to je mreženje. In v enem pogovoru ona meni rekla, imamo neko delavnico, če imaš čas pridi. Če jaz se ne bi povabil na kafe, ne bi prišel. Ampak sem si našel krajšnico, bum, evo, zdaj delam na potreju. Ampak to ni manipulacija, to je pač mreženje. To je mreženje. Je res, se je To krajšnica. je malo makiavelistične poteze tukaj noter. Dobro, zdaj- čutim. Makivelistične je to. Machiavelli je bil, kaj, imel v bistvu, una knjiga je bila, ne, za kralja napisana, ne? Za mladega Tako, kralja. Machiavelli. Ne, to je... Zdaj to prevedi. Makiavelizem je eden od 3 potez temne triade, ne vem, če sta slišala. Narcisizem, psihopatija, makiavelizem, ne? What? In Okay. makiavelizem je, posameznik ima izraženo to lastnost, je velikokrat nagnjen k iskanju bližnjic in k, Pač da pohodiš. tako, Ne? ja, tudi doseganju nekih ciljev s strategijami, ki se jih drugi mogoče ne bi posluževali. Ok, dobro, to zdaj, ko čujem, se sliši ful grozno, ampak lahko povem Ne, osebnega, da ni. Ja, nisem mislila zdaj tako. Ja, ne, ne. se to vsak makiavelist reče, da ni. Veš, njemu se to zdi normalno. Ok, ampak no, lih to bolj bi jaz vzel iz vidika mreženja, Ja, razumem. ker jaz to... Samo še malo, ki te zdaj lahko malo masiram tle. Ne, veš kaj, jaz pač to moj članko, ko imam čas, ko se vidimo, ko smo gor, vedno povem na kafe, me zanima, ko si pišemo, razumem. ona mene podpira, jaz njo podpiram. Ne, dejansko tako, ona je postala moja kulteta. Okej. Jaz si povem vse, ona meni kaj pove in tako, smo ful naredili lep odnos med nami dvemi. Fuck off. Zdaj smo šli njega malo masirati, Ja. ampak spet smo ga nadaljevali z odvisnostjo. Ne, ampak pravim, pač najdeš krajšnice. Okay. Dokler ne škoduješ drugim, Ja. bi jaz rekla, da je to Ne, super valjda, v redu. valjda, to ni halo. škodoval nobenemu, ja. In spodbujam k dejanji, ki ne škodijo ne tebi, ne drugim. Tak. To je tista moja smernica, po kateri jaz grem. Okay. Tak da. Iščite krajšnice. Kako pa veš, da je problem pri neujemanje s psihologom in kako veš, da je samo tvoj odpor do tega, da se spremeniš? Kako veš, da je slab psiholog ali da si pač ti samo neodprt za reševanje? Kako to ugotoviš? To je zelo dobro vprašanje. Kaj bi vidva rekla? Ki je? Naprimer, Jaz še nisem bil pri Aha, psihologu, ampak bi pa rekel, da je, viš, iskreno ne vem, ampak po mojem je občutek, ki ti ga nekdo da, da, ne vem. Mislim, jaz sem težko je. Ja. Povej. Jaz sem bil pri eni psihologinji energetski Čira Čara. Ful se mi zaupal, zato ker je bil kolega pri njej. Neki se smeje. Kaj? Ne, ona ni bila samo psihologinja, Ja, ona je vredo. vse z energijami, neki Numerologije, cigomigu. Fairy tale Vse. dust. Ženska fucking obvlada, stari moj. Ženska obvlada. Healthy. Ja! Ne, je bil kolega pač pri njej, ful časa in ne da, kako bi rekel, ni da Stal vegan. šarout nek vegan. Majon, ali? Ja, nek, ja, voda, nek, ja, šarout nek. Meso. Pusti našega Nika, stari moj. V glavnem, ta kolega no mi jo je predlagal. Dejansko sploh ne vem, zakaj sem šel k njej. Zdaj, da me vprašaš, kaj je bil točno problem, ne vem. Meni, da se nisem mogel spraviti stvari delati. Ne vem to, ampak nisem hotel iti, da ne zmerek, normalni psihologinji, sem rabo jaz neki bolj powerful, neki da me už zaožilo, neki Nekaj več. močnega, ja. Dobro. In sem šel in pač ženska čara, tako bom rekel. In me je pozdravila, me je Čau, Matej. pozdravila malo in kar deluje in jaz svetujem to. No. Imaš dobro izkušnjo, torej, praviš? Ja, ful dobro. In meni je najbolj bilo to bizarno, ko sem govoril z njo, ne smeš lagati. Pač tam moraš biti čim bolj odkrit, je pa safe space, pač itak ona me je prečitala, da si lažem, plus koliko boli priznat,
pa še priznati. Tako da dejte šanso strokovnjaku, tako bom rekel. No. Ja, super, lepo si to povedal. Tako da to je moj strokovnjaki. Ja. In verjetno ti je tudi bil občutek sprejetosti, tisto, kar je vplivalo na dobro. Me je štekala. Ja. Ampak sem tudi jaz imel toliko zaupanja v njo, da je tak mojster, da ne da mi blafira, ampak da me res razšteka. In potem sem se počutil boljše, ne, da sem mi lahko se zaupal. Plus, ko mi je dala feedback, sem ga lepše vzel. Ne. Torej, da te nekdo razume, to je verjetno. Ja, tako. Ker je dosti krat, ne vem, kaj mogoče dosti krat poročajo ljudje, da jih zmoti, da rečejo, ne strokovnjaki, ampak prijatelji, naprimer, saj bo boljše. Stari s kosilnice. Da, naprimer, ko je oseba v stiski, potem nekdo reče, saj bo boljše, jaz sem bil na podobnem položaju, ali pa vse je v redu, vse ni tako hudo, lahko bi bilo slabše. Ne? To so neke take besedne zveze, ko res posamezniku ne pomagajo. Ja. Ne? Meni se zdi, da je bolj pomembno to, da rečemo, slišim te, vidim, da ti je težko, povej, kaj lahko jaz naredim, kako ti lahko jaz pomagam. Ne? A vidiš, jaz pa Ne rabiš ti kakšenkrat vedeti odgovora. komam tako kolega, okay, ko rabi pomoč in pravim povedati mojo izkušnjo iz vidika, kako sem jaz to rešil, je tle kakšna rešitev zate, če je super. Tako da jaz pravim zato deliti moje izkušnje z njimi. Super, ja. To je dobro. Ja. Ne smeš minimalizirati situacije, v kateri se je oseba znašla, ne? Ker verjetno je to za njo res najtežja izkušnja do zdaj, čeprav se tebi zdi, da je to 20% tega, kar si ti že preživel, ne? Ampak za njo pa je 100% hudo. Kako pa veš, mogoče malo na to, kar je Jure vprašal, kako veš, da je psiholog dober? Kako mu zaupati? Jaz bi rekla, da imamo vsi ljudje z namenom 2 ušesi in 1 usta, ne, da več poslušamo, kot govorimo in da ti da besedo, da te ne obsoja, da te sprejme, ni pa nujno, da odobrava tvoje vedenje. Ne? To sta 2 različni stvari. Ja, Ne? In da pokaže neko empatijo, sočutje, iskrenost, pristnost, sprejemanje, spoštovanje. Ne? Tak. Za različne ljudi različni psihologi funkcionirajo. Ne? Jaz verjetno ne ustrezam vsem kot psiholog, tako da. Ti zgledaš tak, imaš tak miren vibe. Ja, upam. Ja, nisi tako, taka chill. Ja. Tako da, delam da na si tem. sebe že pošraufala. Sem imela pomoč. Ti bi rekla, da si pošraufana? Bom rekla, da sem trenutno zadovoljna, kjer sem, ampak mi brez strokovne pomoči ne bi to uspelo. Ja. In da sem v življenju nekaj stvari, ko so me premaknile, mogla predelati. Ali pa sem mogoče še v procesu tega. Ja. Kaj pa skozi to učenje psihologije, si kaj našla na sebi? Lej to, lahko pomagam. Sem. To pa se prav spomnim, reče se fenomenu naučena nemoč, ko v bistvu vzroke za uspeh prepisuješ objektivnim zunanjim stvarem, vzroke za neuspeh pa samemu sebi. In jaz sem hodila na konzervatorij za glasbo in balet, ker sem tukala igrala, ne? In sem mislila iti na akademijo in potem mi je kar naenkrat v bistvu padla motivacija in nisem mi več dala vaditi in sem se odločila za psihologijo. In potem smo mi na predavanjih imeli pač to naučeno nemoč in sem ugotovila, da sem jaz vedno vse svoje zmage na tekmovanjih glasbenih pripisovala dobri akustiki ali pa dobri marimbi ali pa nekaj. Neuspehe pa zmeraj premalo sem vadila, nisem se maksimalno potrudila, nisem se dobro naspala. In se mi zdi, da je res to vplivalo na končni rezultat, ki je bil študiranje psihologije, ne pa akademije. Zanimivo drugače. Ja, se to je verjetno kar pogost pojav. Zelo. To je kar nekaj takih konstruktov, ki jih vsak dan srečamo. Treba tudi dostikrat zmago sebi vzeti, ne pa, mislim, treba si jo dati. Pač sem prišel tam zaradi sebe, ne zaradi akustike. Tako. Ja, res. Ja. Recimo, kaj pa ljudje zdaj, mlajši ljudje, ki se soočajo z depresijo, recimo, kako nej obstaja tle možnost, da sam to pozdraviš, ali tukaj pa res ni možnosti, da bi recimo kot odvisnost vsaj lahko sam pozdravil. Je to nekaj, kar res moraš poiskati pomoč? Ja. Zdaj imamo različne nivoje depresije, ne? Če gre res za tisto klinično depresijo,
je sprememba na možganski ravni, ne, funkcioniranje možganov toliko spremenjeno, da res rabimo antidepresive, da nas na fizični ravni dvigne tako, ne, zato ker nevronska mreža je v bistvu pri depresiji res porušena, ne, in ti samo s terapijo, s psihoterapijo, pogovorom ne boš spostavil povezav. Rabiš res Kemično. Tako medikamentozno zdravljenje, da te na tej ravni poveže in potem z psihoterapijo, s kombinacijo. Vedensko-kognitivna terapija je pri depresiji nekako najbolj dokazana kot učinkovita, vodi do izboljšanja stanja. Ne? Ker veliko je te stigme glede antidepresivov, da se prepogosto pripisujejo, da jih ne bi rabili, ampak jaz mislim, da obstaja meja, ko je brez veze predpisano, pa takrat, ko je to edina možnost zdravljenja. Ker tudi, če si nogo zlomiš, ne greš najprej k fizioterapeutu, ne, ampak najprej imaš gips in potem k fizioterapeutu, ko si opolnomočen. Lahko malo bolj poveš v bistvu, kaj se zgodi, ko si ti depresiven? Kaj sploh je depresija? Govoriš, kemično pozdraviš, kaj moraš pozdraviti tukaj? Dopaminski sistem, ne, ta sistem nagrajevanja, pozitivnih občutkov, nekih čustev, zadovoljstva, to je porušeno v depresiji, ne, in ni več pravzaprav aktivnosti, ki bi te veselila, ki bi te spodbudila, motivirala za dalje. Ne, zato je eden od najhitrejših znakov depresivnosti tudi to, da izgubiš voljo do aktivnosti, ki si jih sicer imel rad. Ne. To predvsem pri mladostnikih hitro opazimo, ne, da opuščajo ali prostočasne aktivnosti, upad ocen v šoli tudi, ne, zaradi kognitivnih pozornostnih motenj. Tako da to je dopamin, ne deluje več tako, kot bi naj. Ne. Ampak to je ta najhujša depresija, ali to je ono... To je tako, je treba zdraviti zdravili, ne? Tako, ja. So pa tudi neke depresivne simptomatike, ki se dajo zdraviti skozi psihoterapijo oziroma svetovanje, ne. Ne grejo na srečo tako globoko ali pa jih dovolj hitro opazimo, da jih lahko zdravimo na, bomo rekli, verbalni ravni. Kako pa ta nehude se lotiti? Nehude? Ja, ne vem, samo obdobje ali kaj. Jaz mislim, kot ti reče, it's just a phase. Ja, to je okej. Najhujše, kar ti lahko nekdo reče, verjetno, ko si. Ja, točno to. To samo obdobje saj bo minilo, ne? Saj bo boljše. Ja, ampak mine. Ja, mine. Ja, ne pri vseh. Ja, To ne ni pri vseh, isti nivo. ne pri vseh. To je razlika, ne? Jaz bi rekla, da sam potek časa ne zdravi. Nekaj moraš ti aktivnega delati v tem. Ne? Predvsem v travmatičnih izkušnjah se mi zdi, da vsi rečejo čas cele rane. Ni to grozno? Meni se zdi, da ne. Čeprav odvisno, To je res. Ja. Jaz sem opazil, recimo pri, ne vem, jaz sem šel na Razen pred enim letom s punco, pa je bilo težko in jaz bi rekel, da čas celi rane. Vsaj pri meni je. Samo čas. Nič nisi aktivno Ne, počel. jaz sem zelo aktivno delal, okay. ampak ja, čas celi rane, če Rabiš aktivno tudi čas. delaš. Tako, to sem da si ponovil. Ja, čas celi rane, če aktivno delaš na temu ja. in da se soočaš s temi občutki, ki jih Tako, čutiš. To je meni najbolj pomagalo, da sem pač sem žalosten, bodi žalosten in sem šel hoditi. Po 2 ure sem hodil včasih, ki mi je to rabilo. Meni je sprehod, sem opazil kot terapija. Pač res, mislim, ne vem, nisem več na terapiji, ampak mi je terapija sprehod. Super. Ker je, ne vem kaj pri tej hoji, neki ti da. Neki Ja. ti Ja, aktiven si in si ti sam sabo, svojimi mislimi. Saj Ne, se- ma kar, veš, kako da misli ustajajo zadaj nekje, veš, počasi Dobesedno. jih zgubljaš, Ja. mislim, tako malo zgubljajo na teži. Ja. Saj fizična aktivnost ne je dejavnost, ki krepi sproščanje dopamina, nekaj dobrih občutkov. Ne? Tako da tudi fitness, naprimer, meni je najbolj fascinantno pri fitnessu, da je fizično tako naporna aktivnost, ampak na psihični ravni se pa najbolj sprostim, pač da ni aktivnosti, Ja. ki bi me bolj osvobodila. Se Ne? In strinjam. isto je s prehodom. Ja. In tudi ena raziskava je nedolgo nazaj bila narejena, ko so preverjali, kako se raven dopamina spreminja ob stiku z različnimi substancami. Ne? Ali pa, naprimer, torej imamo dopamin, ima neko običajno raven in ob neki dobri večerji ali pa, naprimer, že intimnost zviša na nekje 200 enot dopamina. Ne? Nikotin 450, kokain tudi tak in amfetamini na 2500. Kaj pa, če vse skupaj vzameš? Kaj, da vse naenkrat delaš? Verjetno ne deluje to tako. Po moje Si največji eksplodiraš. sonček na svetu. Ne, po moje to na fizični ravni telo ne zdrži. Torej, naše telo ni narejeno, da smo Ja, nimaš pa niti toliko teh dobre volje.
da se sprosti tega endorfinov, ne? Nimaš toliko endorfinov sploh, da bi lahko sprostil. Ja, to vse poruši, ne? Ker potem odvisniki ne čutijo več zadovoljstva ob dobri večerji. To je nula proti temu, kar bi lahko dosegli, ne? To je pol problem, vedno hlepijo po tistem maksimumu. Zato jaz ne bi nikoli želela niti probati, ker verjetno je res ono, da te pritegne, ko to občutiš. Kaj to pomeni, da ne smeš biti niti preveč srečen? To zdaj študiram, kaj mi nismo narejeni za to, da čutimo to finalno ekstra. Mi nismo narejeni, po mojem, da smo non-stop srečni kot ljudje. Mi ne smemo biti non-stop srečni, drugače ne veš, da si srečen. Potem ti sreča postane nekaj običajnega, ne? Pol je samo vedno več iščeš, ne? Ja. Jaz mislim, da je sreča lahko dosežena z naravnimi substancami oziroma z nečim naravnim. Ne rabi biti nekaj dodatnega še, nekaj, kar lahko sam narediš. Ne? Kaj pa, če ti sam delaš in hočeš vedno več delati in te to srečuje? Jaz sem se spomnil eno stvar, ki je bila meni ful smešno zadnjič. Pač res sem se zdaj smejati v telefon, ko sem to videl. Je rekel en tip, kao, veš, da je tip v kurcu, ko začne appreciatati majhne stvari v življenju. Veš, da mu ne gre. Jaz sem se še tako smejati, ki je bil polnar primer, ki je res. Ko se veš appreciatati majhne stvari, veš, da ti pa si v kurcu. Mislim, si na dnu. Mislim, si ono, veš, si na dnu, ker pač moraš spet iti. Tako, od nule na vzgor. Ampak mi je bilo tako, da res začel tako smejati, ki sem videl sebe, ko sem ono, glej, se tu izprehod je fule, pa to če ti ne gre. Firma v stečaju, stari, ta kava zjutraj je dobra. Ampak je res, malo šest tako, ono. Ja, res je v kurcu, ko si ono. Ja, ampak je res, da v malih stvarih moraš nekako začutiti bistvo, ne? Imate mogoče kako tako malo stvar dejavnost ali pa nekaj, kar vaju motivira ali pa napolni? Ja, samo... Ja, zdaj sem si uničil majhne stvari v življenju s tem, ko sem to slišal. Kaj pa, če te ne motivira več? Če te kaj ne moti? Če te ne motivira toliko, kot te včasih tvoji cilji, kot ste motivirali? Potem mogoče moraš spremeniti cilje. Čisto možno je, da te začnejo zanimati druge stvari. Ne? Ok, to tako bizaren primer, no, sej, ta se bo itak že zdaj smejal. Ampak delaš filme, jaz sem v filmih, delaš filme, ne, da priješ na eno stopnjo, da te nekdo vidi, da nekaj dosežeš. Delaš in mi smo zdaj imeli premiero našega filma v Veneciji. Ni to še nič takega, premieri smo... Ne, svetovna premiera je bila, privat primerca, poprosim, ja. Ampak smo prišli na eno tako točko, da zdaj naslednji projekt je rekel procent, povejte, kaj hočete narediti. Ti s temi filmi toliko delaš, da priješ do te točke. In pol priješ do te točke in jaz zdaj kaj zdaj? Sploh hočem to še delati. Kaj hočem zdaj delati? Zdaj mu kar češ naredi. In zdaj si mu kaj je zdaj naslednji projekt? Prav me je tako zdepresiralo, prav sem bil, fuck. Kaj zdaj? Ki dosežeš in si? Občutki niso take, kot si predstavljal, da bodo. Ne, super je bilo, itak izkušnje, super, ampak občutiš izkušnjo, jo doživiš in pol si, ok, zdaj prije naslednji dan. Kaj bomo zdaj delali, proti čemu bomo zdaj delali? Ja, to te mora lahko ne veseli kot tebe to. Film. Mislim, vsi pravijo, pa če tega še nisem doživel, tega občutka, da delaš nekaj samo, ker te veseli brez nekih drugih motivacij. Jaz nisem še tako čisto tega doživel. No. Ja, jaz tudi ne. Zdaj zaradi te izkušnje sem se začel spraševati, kaj dejansko jaz rad delam, v čemu uživam. Še vedno sem ugotovil nekje v filmih, ampak mogoče ne v taki smeri, kot zdaj delam. No. Tudi jaz, ni da vsi mi pravijo, kaj lepo ti tako, veš, kaj hočeš delati v life. Ne vem. Vem mogoče v kiri špuri delati, kaj točno. Kako veš, da si depresiven? In da rabiš poiskati pomoč. Kje je tista meja, da je slabo obdobje in koliko časa lahko traja to slabo obdobje in kdaj veš, da moraš poiskati pomoč? Okay. Bi rekla, da se to kar razlikuje od posameznika do posameznika. Nekateri lahko zelo dobro funkcionirajo, če tudi se dobro ne počutijo. Oni bodo vztrajali, kako dolgo se pač da, ne? Pa malo še potem zavlačevali z iskanjem pomoči. Nekateri pa hitro začnejo iskati rešitve, strokovno pomoč. Ne? Ja pa po diagnozi, naprimer 2 tedna bi naj samo trajale neke simptomatske stvari, da bi se lahko že potrdila depresija. In kar je daljše, je že... Ja, kot depresija, ja, se lahko smatra. Ja. Pol jaz sem sigurno že bil. Ja, potem smo verjetno že vsi bili v tej, ne? Ja. Ampak to spet, verjetno je to tudi del
vsakega človeka, da pač ima obdobje, ko ni dobro. Ja, Mislim, ja. veš, ne rabi verjetno tudi vsaka stvar, zdaj spet je odvisna, ne se to lih, ne. Kdaj rabiš, kdaj rabiš ti poiskati pomoč? Ja. Veliko krat drugi, torej ljudje okrog tebe začutijo, da nekaj ni v redu, ne? Ti mogoče še sam sebe malo negiraš občutke, drugi pa opazijo smiselne spremembe, pomembne, oni te potem dosti krat, vsaj v mojem primeru je tako, da potem starši ali pa prijatelji spodbudijo posameznika, da gre nekam. Kaj pa, če se zavedaš, da si slab in nočeš to kazati? Da nočeš kazati, potem sam sebe zelo trpinčiš. Ne? Jaz mislim, da dolgo ne zdržiš v takem načinu. Te samomori se zgodijo, neverjetno, to je pri teh stvareh. Mislim, sem imel eno obdobje, pol leta, ki sem bil očitno depresiven, zdaj kot zvem, ampak si nisem hodil priznati, plus sem si dovolil, da sem v unem obdobju, pol pa sem se naveličal. Koliko si smešno to sliši, sem si rekel, okej, mislim, da je čas, da prijem nazaj k sebi. Okay. In sem pol normalno vse delal. Kako si prišel? Ja, nič, sem rekel, da to je samo obdobje. Fora je bilo, da sem delal ene projekte in mi pač nič ni uspevalo, nikamor ni vodilo, nisem vedel nobenega uspeha in pač bil, kaj je to, sploh delam prav, ne delam prav, v temu sem že 3 leta, je to, ni to in sem bil samo, Že 3 leta, stari. Ja, to nič ni bilo, ampak takrat jaz se nisem zavedal, ne. Jaz sem čakal, 1 leto in uspeh. Ja. In sem čisto bil, to ni to, ne bom delal nič, zgubil motivacijo, voljo do vsega. In pol pa sem ugotovil, po pol leta, meni je dejansko lepo ustvarjati. In tako, pogrešam to. Ok, da gremo mi nazaj to ustvarjati. In pol spet sem dobil energijo, voljo in vse. Super. Ja, včasih se pa moraš umakniti od cilja, pravzaprav oddaliti od cilja, da te pritegne nazaj, ne? Ampak koliko smešno pač ja, naveličal sem se. Kot da vsake stvari, verjetno, ne? Ja. Ali pa recimo, neko reče odvisnik, jaz odmakneš, da tako holaš, toliko bolj ga hočeš, pol čez 1 mesec. Toliko bolj zapaše. Ja. Dej en odgovor, kako vem jaz, da si rabim poiskati pomoč. Kaj, ko dobiš samomorilska nagnjenja, to verjetno je sigurno en znak, da moraš iti nekam, ampak mogoče, da ne rabi priti do tam. Kje je ta cona, tista cona, tisti spekter, ko rabiš čas za pomoč? Takrat, ko v vsakodnevnem življenju več ne funkcioniraš tako, kot si včasih in da ne zmoreš več upravljati stvari, ki si jih včasih. Ne? In da vsakdanje opravila mogoče, ali kaj? Ja, že osebna higiena je velikokrat pokazatelj. Ne? Mi, ko pridejo v ambulanto, gledamo tudi, ali je oseba urejena, pa ne zdaj v smislu po zadnji modi. Ampak če je čist. Tako, ja, ne? Ker je spanec, na primer, se zelo hitro pokaže. Ne? Ali, zdaj tak pri depresiji je nekateri posamezniki spijo še več, zato ker samo v spanju imajo izhod iz ja, tako, izhod iz stiske. Ne? Drugi pa imajo moten spanec. Tako da to potem, ne vem, uspeh v šoli pade, zdaj, ker jaz delam bolj s takimi, ki še so v šoli, ne? Porušeni socialni odnosi, spori, odmikanje od drugih, ne? Vse to so neki znaki. Ampak nekateri imajo te znake, pa ne da si ne priznajo, ne želijo v bistvu poiskati pomoči, niso mogoče še dovolj pogumni, da bi zmogli. Ne? Zato ne smeš siliti. Jaz bi rekla, da moraš pustiti čas posamezniku. Okay. Da se odloči. Recimo en dober znak za enega mladega človeka, ko je ni več urejen, ko se ne tušira, ko smrdi, smrdi. Pač ko je res Se zapustimo. Se zapustiš, takrat je verjetno že en pokazatelj, da rabiš. Vsekakor. Ker če čakaš ti na znake samo poškodovanja, ne, to je zelo, zelo pogosto, ali pa kakšne samomorilne misli, je že ekstremne. To je že potem težko. Dosti težje razrešiti, kot če bi mogoče par mesecev prej prišel, ne. Ker sam sebe poglabljaš in se razvijajo ti negativne avtomatske misli, ne? To so en glavni znak tudi depresije, ki te kar vrtijo dol, niže. In spirala. Tako, ne? In sam ne zmoreš. Kaj pa misliš, na kje eni pravijo iz vidika ne biti pička? Dej, ajde, strezni se, v smislu, ne? Pač, kaj štle pička? In kao zdaj vsi govorijo, ja, ta generacija mladih so ful tako, pač pa imate fakt pičke, ne? Dej, strezni se malo, spravi se v red. Je v kakšnem primeru ta pristop v redu? Vsekakor, mislim, zdaj s preklinjanjem, jaz nikoli ne bi, ampak
vem, tako naprej. No. Da bi Da jaz se vam ti ona prija polanti. mladi pit, kaj sta? Ne, ampak, Spička? Prim se v roke, stuširaj se. ja. Mislim, verjetno posameznikom nekaterim to res deluje kot streznitev, ne? Pa da se spravijo skupaj. Ampak je pa to en neki znak nesočutja, po moje, če nekdo tako nastopi proti osebi, ki je v stiski. Ne? Če tudi se tebi mogoče ne zdi to kot težava, tista oseba to doživlja tako da moraš se spustiti na njen nivo, malo empatije vklopiti pa in na tak način pomagati. Ne? Ampak je pa res, jaz zelo drugačno držo zavzamem, ko delam s posameznikom, ki je nasilen ali pa ki je depresiven. Ne? Tako da tudi kot strokovnjak moraš spremeniti postopanje, način dela. Valjda, Ja. to je personalizirano. Ja. Ok, dobro, zdaj smo odkrili, da v bistvu, mogoče če se najdete v temu, poiščete pomoč. Bomo dali tudi kakšno telefonsko, lahko damo v opis za tiste, ki rabijo. Jaz bi rekla, da v Sloveniji je zelo dobro urejeno brezplačno svetovanje, psihološko brezplačna pomoč. Tako da ja, ni, ker cene so enormne, ne, pri psihoterapijah in 60 podobno. evrov na uro, nekaj takega, ne? Ja, Dragi ste. Tako. Ja, to je normalna cena za enega Ja. profesionalca v katerem koli področju. Ja, vse to pa je tudi res, ja. Ampak obstaja ogromno društvo po svet, svetovalnica, kameleon, vse omogočajo brezplačne obravnave, ki so zelo kvalitetne. Nam boš dala kaj, da Dajmo polim. biti realni, 6.000 evrov je več vredno kot na življenje, tako da Ja, tudi če imaš tako. 100 ur. Če rešiš Tako. nekoga, je vredno vsega. No. Tako. Ne zapravljaš denarja, ampak ga vlagaš v sebe, Vse ne, je. ko greš na terapijo. Tako da. Kaj pa, Jure, ti bi se strinjal, da kar te ne ubijete, naredi močnejšega? To je taki rek. Kar te ne obete najmočnejšega, pa... Ja, mislim, ja, če to bitko biješ sam, ja. Če nekdo drugi za te bije to bitko, pa ne. Wow, okay, ja. Tak, ker to je dosti krat pri medvrstniškem nasilju, pa rečejo, ja, saj te ni zdaj čisto uničilo, zdaj še boš močnejši, ker so se norčevali iz tega, ne? Ampak slike možganov pa kažejo, da dejansko pride do spremembe v možganskih strukturah pri posameznikih, ki so doživljali nasilje v času odraščanja. Ne? Torej, ni ravno res, da te opolnomoči, ker v bistvu na negativen način vpliva, ne? Razvoj možganov. Tako da, to je za mogoče ni toliko povezano s tem, ampak ja. Zato jaz tega nikoli ne uporabim, se ni tako hudo. Ja. Mislim, verjetno, če si ga pol na gobec tega, ki te je, ali pa da si se soočil z njim, eventualno s tem, ki ti je to delal, te naredi močnejšega. Nasilje z nasiljem? Rešujemo? Včasih ja. Zdaj to ne vprašanje. Kdaj fire with fire? Ja, včasih nasilje možeš rešiti z nasiljem, ker včasih nekdo ne razume. Ali je vedno način? Pa jaz bi rekla, da je že ignoranca en odgovor in reakcija. Jaz nikoli ne bi spodbudila. Enega na gobec, ki te na gobec. Ne, nikoli. Ne mu zlomila, on ti zlomi roko, ti mu obe. Kak? Je to Ne. mogoče Ne. tvoj ego tle? In da si ne moreš dovoliti, da je to tebi nekdo naredil, ker ti si to in pol mu hočeš dokazati drugače? Pa ne vem, meni se zdi, da je najbolj zrela reakcija to, da se odstraniš, da mogoče rešiš situacijo kasneje. Saj konflikt kar ne izzveni, ne? Ponavadi je tam, dokler ga ne rešiš. Tako da tudi, če se vrneš čez čas nazaj, mogoče bolj smiselno, bolj konstruktivno lahko pristopiš k situaciji. Ne vem, z nasiljem, kaj ti vem, to je maščevanje, ne vem, če je to taka neka lastnost, ki bi jo krepila. Čeprav eno si Primer. moški, eno ko si ženska. Dobro, to je res. Primer. To je res. Zdaj, kolega se stepe in vidim, ne vem, on proti dvem in ti tam zraven. Je bolj pametna odločitev, se v momentu ne moreš, ampak to, je bolj pametna odločitev, da praviš to situacijo, fantje, stop, ali pač pomagati kolegu, da pač zdaj s kolegom namlatiš une, da ona dva ne zmagasta. Kaj je zdaj? Da ostaviš situacijo, kaj ne? Si to vprašal sebe? Ti si strokovnjakinja. Ja, ne, jaz ne bi pristopila pa sodelovala v pretepu, no. Dovoliš, da je pač tvoj kolega... Tebe ne vidim v takem.
Ja. fighterskem modu, ampak lahko pa imaš kakšne borilne veščine čez, ne vem, no. Ne, nimam. Pač Samo pustiti obrambo kolega, samo. da dobi popičke in samo ustaviti, ali pač pomaga, da daste njim popički. Nikoli ne bi vrnila nasilja z nasiljem. Ne? Pa po mojem se potem lahko to vleče v neskončnost. Ja, pa se Nikoli ni zaključi. dovolj. Pa se napokaš in je to to. Ne vem. Ja, Evo. Mislim, ne da ne vem, ne bi jaz ja ne, nikoli. pač ni V nas. glavnem ti ne Ne. podpiraš nasilja. Ne, pa res Okej, ne. dobro. V nobenem To pa je- primeru. To pa je razčlovečenje. Nekdo te udari s palco po glavi in ti rečeš, no zakaj si to storil? Vzameš ti Kako so palce in se ga starši vedli do tebe? Ja, vidiš, kaj če te nekdo se spravi na te? Si rečeš, ej, ti pač se počuti slabo, nekaj je v tebi, jaz se bom odmaknil. Ja. Ali se postaviš zase in mu daš 2 pleske. Ne, jaz bi rekla, da meni osebno kot psihologinji v privatnem življenju najtežje je točno to, da iščem izgovore za dejanja ljudi, ki se niti ne upravičijo za to dejanje. Ne? Veš, To pol, ja. to je meni najhuje. Ja, ker Mislim, prevzameš ti najtežje. na svoj hrbet njihovo šit. Viš, in pa to pa ni dobro. Ni dobro, ne, se vem. Ampak je to nekaj, kar opažam pri sebi. Evo. No, moraš Poskušam delati na tem. Pa če razumeti. nekdo tebe čustveno priznane, pa ga ti na gobec. Ne bi šlo. Gremo mi na vprašanja. Jo. V glavnem bi rekla, da pač jaz in Jure smo v redu. No? Čakaj, Ja. pol povedala še off the record, kakšni smo. Ja. Zdaj Ne, pa povedala res Jan prej sem Verce. mogoče tako nekako skromno opisala. Težko mi je. En od mitov je tudi, ne, da kot psihologi analiziramo Stalno, posameznike, ja. ne, ampak to je taka zahtevna veščina, ki jo, pač za katero res moraš biti zbran, ne, in uporabiti tudi teste ponavadi. Tako da, okay, hitro lahko ugotovim, če kdo laže, naprimer, ampak tako osebnostno strukturo presoditi skozi en pogovor pa je zelo težko. Itak, ja. Čeprav ti si, če si nas poslušala večkrat, si že tam kaj izvedla. Ja, ampak mislim, da nisem dovolj poslušala, da bi lahko Si zaključila. likala zraven. Tako. Delala zapiske. Ja. Tako. Meta Mekina, a je faks psihe boljši v Mariboru Ljubljani? Ah, Politično. politično. Kje si bila ti? Jaz sem bila najprej v Zagrebu 3 leta, potem pa sem šla na magisterij v Maribor. Ker ti je pač bližje? Ali? Ja, Ljubljana me nekako ni privlačila. Bom rekla, da je tu večna borba. Jaz lahko povem, da v Mariboru zelo dobro, da sem bila zadovoljna s profesorji, s pristopom, z odnosom. Za Ljubljano pa težko kaj povem. Tako da mogoče se najboljše usmeriti na ljudi, ki študirajo še v Ljubljani, pa potem presodiš. Dobro. Ana Antolič, Jure naredil vprašanja in zato je napisala, naj tebi pomaga, kako spustiti ego. Jaz bom zdaj pa to vprašal tako. Kdaj je ego dober in kdaj je ego too much? Slab je vsekakor takrat, ko izkoriščaš ego v prid sebi in s tem škodiš drugim. Neki zdrav Tipo? ego, naprimer, ne vem, mislim, vem. Naprimer, da se ti imaš res za najboljšega in da ti nihče ne dosega tvojih standardov, da si superioren. Ne? In na ta način greš vedno v ospredje, ne daš priložnosti drugim. S tem škoduješ pravzaprav drugim ljudem, ne? Si tudi lahko nespoštljiv do njih. Tako da to se mi zdi, da je en pokazatelj nezdravega ega. Kje pa je pol meja med samozavestjo in egotom? Kako bi vidva rekla, da je? Ne vračaj žogice. Ti kar sebi ideš žogice. Slišite okej. zdaj. Ne, bum, Dobro. na, pak. To bi težko razmejila. Jaz bi rekla, da ego nasploh, torej da je samozavest, neki občutek lastne vrednosti, občutek, kaj zmoremo, kaj še lahko, kakšni smo. Tako da zdrava samozavest ti pomaga tudi v dobrem funkcioniranju. Ego kot taki je pa po Freudu tisti eden izmed nivojev in je dosti bolj poglobljen, tudi malo na nezavedni ravni. Samozavest kot taka se pa v bistvu da upravljati, zavedamo se je. Ne morem se jaz lotevati takih ciljev, če nisem samozavesten. Veš? Ne morem jaz takega cilja, ne vem, bizarno, postati kralj sveta, če pač ne mislim, da sem najjači. Razumem. Veš, kako se loti? Veš, ko bi jaz ločil ego in samozavest. Samozavest je, da gradiš na primerljivih stvarih, ego pa misliš, da je nekaj, ne moreš ga utemeljiti. Okay, nekaj neoprijemljivega.
Ker ne Ja, bazira na neki iluziji, ki jo imaš, Ja, samozavest pa na dejanskih dosežkih. tako. Se ne manifestira. Kaže, ne, skozi neke rezultate. Tako, ja. mogoče, ja. To bi jaz rekel. Ja. Ampak vse to si rekel, ja, za različne dosežke rabimo različno stopnjo samozavesti. Ne? Tako da vsekakor je tvoje delo tako, kjer potrebuješ neko samozaupanje, samozavest, dobro samopodobo. Ni to nič slabega. Kdaj lahko to tumač? Takrat, ko škoduješ sebi, ko sam sebe včasih celo lahko na ta način zaviraš. Ne? Lisa Koperena, kaj lahko prosim govori, kako si pomagati pri paničnih napadih in tesnobi, ker imam ful s tem velike težave. Ja, to je grozno slišati. Prosim, postavite z nekaj farmacevtom. Panični napadi so res tako stanje, ko imaš občutek, da bo konec sveta oziroma da boš umrl. Zdaj obstajajo različne strategije, ki jih lahko uporabljamo že kot preventivno pomoč, naprimer tehnike sproščanja, avtogeni trening, ne vem, mišična relaksacija. Drugače pa v trenutku, ko začutiš, da se panični napad približuje, je zelo dobro uporabiti tehniko vklopi 5 čutil. Torej, da se umiriš, sedeš kakorkoli in poskušaš našteti miselno, ne? 5 stvari, ki jih vidiš, 4, ki jih slišiš, 3, ki jih čutiš, se dotikaš, 2, ki vonjaš in 1, ki okušaš. Ne? In začneš v bistvu na svoje zunanje pa notranje držljaje usmerjati pozornost. Tako da to je mogoče. Moj cimer je imel s tem se soočal, je imel eterično olje menda in jih je vohal. In čim je čutil, da ga bo primlo, je to malo in ga je tako umirilo. Ja. Tako da to tudi baje pomaga. Ja, vsekakor. Imela sem pred 2 tednoma ravno en taki primer, ko smo z eteričnimi olje pomagali, punci. No. Ja. Dobro, Lara B, 9601, kako se najboljše spopademo s samopodobo? Se slabo samopodobo. Okay. Nehaj biti krd. Ne me to gledal. Kaki delovni listi v smislu, da si posameznik napiše, dobro je fizično si napisati stvari, ki jih imaš rad, ki jih rad počneš, ki so ti všeč, pri katerih si uspešen, ne? In se usmeriti na te dejavnosti, pa jih vključiti v življenje, tako da se na dnevni ravni v bistvu potrjuješ v nečem, v čemer si uspešen. Ne? In pa samopodoba velikokrat izzveni zaradi slabih odnosov, ne? Spet partnerski so tu taki, ki močno vplivajo na tvojo samopodobo ali pa kakšni tudi prijateljski. In je dobro razmejiti to, kar je res in kar je posledica odnosa. Aha. Ja, samo to je težko samo verjetno razumeti. Ja, zelo, ja. Ampak verjetno ona tudi misli na samo podobo kot izgled, dosti krat verjetno to punce gledajo, ful na izgled. Ne verjetno samo podobo v smislu samo, da sem slaba, sem taka, ampak tudi ja, ona na Instagramu je lepša, spet zunanji držaji neki, neverjetno te to. Ja, omejiti Instagram bi že bil en od nasvetov, ne? Ali pa mogoče, kaj je kdaj na svet, jaz sem tak, če bi rad bil tak, veš, kako postaneš tak. Aha, je tako, okay. da you take action, pač se mi zdi, da pač recimo, veš, jaz bi rada bila suha in mišičasta. Ja, ne si govoriti, jaz sem suha, jaz sem mišičasta, pač take action, pač poišči na svet, poišči si prvo prehrano si uredi si trening in boš te spet le tak. Ne moreš pa se drugače, kako boš general? Mislim, ne moreš samo si govoriti, da si, če ne delaš stvari. To je ena stvar za fitness in zdravje, to, če ne druga stvar je tako, še za partnerja, si čisto cool in nekomu boš bil perfekten. Tako da, veš... Čeprav to jaz mislim, da je tak pač tricky advice, to, kar si ti zdaj dal. Ja, zato, ker pač vsak je za nekoga, veš. In lahko ti nisi uno... Meni vsak je za nekoga. Veš, ne, v smislu, lahko nisi top model, ampak nekomu boš bila ti točno perfektna. Zakaj pa nisi najboljša verzija sebe, kar si lahko? Ne, jaz pravim vizualno. Ja, zakaj nisi najboljša verzija sebe, kar si lahko? Jure, ne vem, kaj naj ti rečem, pač imaš drveno faco. Pač nimaš faco modelke, imaš faco šestke in nekomu si ti lahko najlepša ženska. Ja, ampak kar lahko narediš, da si lepša, več, da narediš dobro postavo, recimo. Ja, eno izpostavo, jaz ti pravim stvari, ki jo ne moreš spreminjati. Veš? Ok, ampak lahko ful stvari izboljšaš, lahko se... Ja.
Ja, ampak ti pravim, une stvari, ki pa ne moreš, je čisto v redu, da si tako si. To. Ja, se strinjam, ampak vedno se da izboljšati stvari, to jaz mislim. Da, ne, če imaš, Se mislimo isto, no. Ja. ja, pač moraš, povej ti, kaj, Ja. kaj je res? Ja, mogoče tudi, ne, da si realni in idealni jaz izpostaviš, ne? Ja. Kje si zdaj, kje bi rad bil in potem točno vidiš, katera področja so tista, na katerih bi rad napredoval oziroma katera bi rad izboljšal. In zdaj, če je to res postava, potem verjetno rabiš nekega strokovnjaka, če sam nisi izučen v tem, da ti pomaga, ne? Če, ne vem, odnosi, boš začel navezovati stike malo bolj aktivno, ne boš pasiven, v takem smislu. Kaj narediti proti odvisnosti od fitnessa? Veš, kaj pa je, če imaš odvisnost za nekaj dobrega? To je tudi ni dobro. Ja. Ja, Mislim- če mu škodil spet v vsakdanjem življenju, ne? Ja. Kaj lahko naredi, je, da pač ne gre v fitness. Mogoče spet malo bolj jasna struktura v dnevu, katere točno dni bom šel v fitness, kaj bom takrat počel. Kaj pa druge dni, ko si bil sicer v fitnessu, rabiš neko nadomestno aktivnost, ki jo lahko ne samo počitek, tu dostikrat potem zaideš v kako drugo dejavnost, ampak ne vem, sprehod, gledanje filmov, gledanje serij, branje, kaj takega. Malo bolj strukturirano. Meni se zdi, da vsi tako vemo, ja, ok, to zdaj ni dobro, ampak da bi dejansko nekaj naredili na tem, pa temu se pa kar izogibamo, ker je težko. Težko je potem tudi temu slediti. Ne? Hude so te Ampak je zdrave smiselno. odvisnosti tudi tako, ne? Pa ja. In to je tako zelo Ja. zoprno področje. Ne moreš reči nekomu, jaz sem odvisen od fitnessa. Ja. Ko ti bo rekel, kaj ti Ja. v redu? Ono, what fuck, Ja, wow, zdrav ja. si. Ja. Ja. Potem to verjetno pomeni, da je obseden malo sam s sabo, s svojim izgledom. ne? Nesiguren verjetno tudi Ja, je malo, ne? ja. Veš, nisi Tle prepričan tegne vase. pol vse drugo. Mjav, 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 4-2-0. Kaj misliš, da imamo jaz in Jure kakšne vedenske motnje? Ne, meni se zdi ta zdrave osebnosti. Ja. Zdrav. Ne vem. Povedala off camera. Ja, takrat. Ne bi. Mislim, osebnostne motnje so res neozdravljive. Zato sem prej, ko si govoril, da si imel nekaj neozdravljivega, pa da je zelo redko, sem pomislila mogoče, da je bila da si kakšna kaj? osebnostna motnja. Ampak ne. Okay. Če toče z glavo v zid, ponavadi. Ali se je odvadil. Zdaj toče na blazine. Jaz imam to. Res ali ne? Jaz to sem začel trenirati boks, da pač ko dobim šamar, mi ni nič. Pa nekaj avtistični ljudje z avtizmom res to počnejo, zato poprosti zdaj. Jaz imam rad To sem avse. si te predstavljala. Ela Peklar, kaj je v življenju tisto, kar je najbolj pomembno? Čista vest. Ja. Ice. Ja. To pa... Da mirno spiš. Kaj pa, Ja. če kašenkrat moraš kaj umazati, da je tvoja Opraviči nas. čista vest? Delam izhod. Ja, Ne veš, vem. Ne vem, če obstaja kaj takega, kar bi lahko nadomestilo občutek čiste vesti. Res. ampak vidiš, To pa mi je nekaj tako pomembnega. nekdo te udari. Jaz bom samo mirno spal, da mu dam spet nazaj šamar in da rečem, ej, zdaj veš, Ja. Dobro, kdaj s ampak kakšno umazano dejavnostjo si očistiti vest? potem ti verjetno čista vest ni toliko pomembna. Jaz verjetno res ne bi mogla nekoga udariti že zato, ker bi mi bilo... Pol to odvisno od grozno svoje krivda. vesti. Ja, ja, po moje, kako vrednotiš stvari. Kaj pa vama? Ja, sej, ti pravim, ne? Pač, Je to pač jaz bi te rekel, da lahko mirno spiš. meni se zdi, ja, da tudi če kaj umažeš, na koncu dneva, če ti mirno spiš. Ja. In če si umazal zase, če mirno spiš, mirno spiš. Kaj si naredil, Matej? V redu, Jure, ne bomo zdaj, ne bom se inkriminiral. Ela Peklar isto vprašala, na kakšen način je najboljše pristopiti k osebi, ki ima težave z odvisnostjo, brez da bi bili vseljivi in osebo postavili v ranljiv položaj. Dobro vprašanje. Ok, zdaj si zamišljamo, da je nekče odvisen, ti to opažaš. Kako mu reči, član Ok. odvisnosti? Get help. Okay. Jaz bi tako pristopila, da zadnje čase opažam, da dosti krat posega, rečemo, da so, ne vem, trava, da je to trava in da imam občutek, da sicer ni zadovoljen, ampak da to jemlje kot neko strategijo, da se omakne iz sveta. Pa če je mogoče kaj takega, kar bi jaz lahko pri tem pomagala ali pa mu olajšala zadeva. Zrihtaj mi 5G od tega. Poznaš koga? Ja. Tak, zelo nežno moraš pristopiti, ja, ker se veliko krat počutijo potem napadeni. Napaden, ne? ja, valjda, ja, logično. ja. Tako da to umirjeno. Nežno pristopiti do... Ja,
Ja, pa malo opišeš najprej vedenje, ne, ker pa preveriš, če dobro sklepaš. Ne. Možno, da ti bo takoj rekel, ne, to ni res, ampak potem ni smiselno odrezati. Torej, malo še počakati mogoče. Kaj pa, če bi rabil nekoga, da ne obupa nad njim? Veš, da ono, član odvisnosti, rabiš pomoč, ne rabim in pol ti se omakniš, on je, fakt, to bi lahko bil moj step, ampak zdaj sem zgubil ta moj step naprej. Ja, razumem. Jaz mislim, da je dobro, da na koncu nekako zaključiš pogovor. Jaz sem tu na razpolago, če si kdaj premisliš ali pa če se ti bo zdelo, da rabiš pogovor, sem tu zdaj, pa vidim, da ti mogoče ni v tem zagovoriti, nič za to. Okay. Še kdaj pristopiti do njega? Ga čekirati redno? Ja, mogoče ne zmeraj na enaki način, ampak tako posredno malo ga imaš na oke, kot se tem reče. Dobro. Ja. Dejan Rump, a obstaja kak nasvet, kako oprostiti partnerju, ki te prezadev? Asking for a friend. Ja. Bi rekla, da v prvi vrsti moraš odpustiti osebi zaradi sebe, ne zaradi njega. In da to, da nekomu odpustiš, ne pomeni, da osebo sprejmeš nazaj v življenje. Pravzaprav je dobro, da se zavaruješ pred posameznikom oziroma pred možnostjo, da te kdo ponovno prizadane. Tako da lahko ti, ker ne tako je, dosti krat, ko rečemo, to ti zamerim, če to narediš, ti bom zameril. In ta oseba, ki ti zameriš, pravzaprav pogosto ne ve niti, da imaš zamero do nje, ti sam sebi pa škoduješ in sam sebe držiš pri tej osebi, ki jo želiš pravzaprav spustiti od sebe. Ne? Tako da sam sebi slabšaš situacijo. Zato bi rekla, da odpustiti ne pomeni sprejeti in sprejeti ne pomeni odobravati vedenja. Ne? Veš, ki jim pravijo forgive but don't forget? Ja. Je zdravo kdaj tudi pozabiti? Se pozabiš ne po moje na silo, ne? Ja, težko pozabiš na silo. Ne bi rekla. Jaz mislim, da je cilj, da lahko se toliko čustveno oddališ od situacije, od partnerja, kakorkoli, da zmoreš živeti brez njega in brez nekih pomembnih učinkov tega dejanja na tebe. Torej misliš, da ni rešitve pol, ko te nekdo tako prizadane? V kakem, da ni rešitve? Da se ne da rešitve z veze. Aha. Ja, ki si tako rekla, ne? Da se oddališ od partnerja pol. Jaz mislim, da se morata oba partnerja strinjati s tem, da če bo ta nadaljevala zvezo ali ne. Ne vem, nisem prepričana, če se da res rešiti. Težko si predstavljam prevaro, ki je potem skoraj da temelj odnosa. In se od prevare dalje gradi neki odnos, ki vsekakor ni enak, kot je bil. Ne vem. Ampak je to slabo? Jaz ne vem, če je dolgotrajna. Pa imaš situacije, ki so? Ja, dobro za njiju. Če sta res oba srečna in da zmoreta, potem vsekakor super. Ja, ampak... Mislim, verjetno vsakšnega okostnjaka v omari, ne? Ja. Tako se mi zdi, da... To pa moraš potem biti zelo močna oseba, da zmoreš to predelati in živeti ob taki osebi dalje. No. Se mi zdi, da se lahko čez leta potem kaže spet kaj... Vse si to naredil takrat, pol to vrneš lahko vedno not, ne? Bi dala še kakšen finalni nasvet našim mladim poslušalcem? Nimam ravno profila, kateremu bi vas pozvala, da me spremljate. Bi pa rekla, da mogoče... Pejte na tvojo gimnazijo. Ja, tako. Ne, da je iskanje strokovne pomoči zelo pogumen korak in da upam, da tisti, ki se odpravite na to pot, najdete strokovnjaka, ki vas bo začutil. Spremljajte člani podcast in pa mogoče kot en izziv, da 15 minut na dan na mesto uporabe tehnologije namenite branju nečesa drugega. Super, da krepite. Super. Nič, fanti in dekleta, hvala, ker ste bili z nami. Upam, da je bil vam ta podcast všeč. Je eden izmed daljših, ki smo ga posneli, tudi je zelo zanimiv. Tle še Matej, ki bo pokazal naše Dober dan majice. Dober dan majice. Naše sporočilo s temi majicami je tudi, če ni vse perfektno, lahko še vedno dober dan. Tako. Fajn. Like, share, subscribe, še en shoutout za najjačega barberja na obali, Barberjana, najjačo restauracijo na obali, El Toro Steakhouse. Zdaj te peljemo v El Toro. Ja. Se vidimo naslednji teden. Bodite zdravi, čau, čau.